Za slalomisti so 3 od 4 tekem v svetovnem pokalu. Slovenski tekmovalci so se izkazali na prvih 2, manj na 3., tako da je premor pred finalno preizkušnjo sredi avgusta kar dobrodošel. Peter Kauzar ima na kontu 2 zmagi. Da bo znova letel po brzicah, pa je nakazal že na tradicionalnem paralelnem slalomu na Ljubljanici, kjer je bil na ekshibicijski tekmi brez konkurence. Za navdušenje v središču prestolnice je najprej poskrbel Simon Brus. Njegov prvi tekmec je bil kar aktualni svetovni in evropski prvak Daniele Molmenti, ki pa ni bil dovolj močan za mladega Celjana. Ja, nisem pričakoval, ne. Pač mi je letel in na koncu je rezultat pokazal svoje. V prvi vožnji je bil on hitrejši, vendar pa nisi obupal. Kje si pobral še toliko moči? Slišal sem nekje, da je leva proga mečken hitrejša, na kateri sem štartal v drugo in pač nikoli ne smeš upati, ne. Izvrstno za začetek, ki je bil zaznamovan tudi slovenskim dvobojem med dvojci. Taljat Božič ali Jart Slapšak. Kakšna je sploh taktika na tej tekmi? To je drugačna tekma od tistih, katerih ste vajeni na divjih vodah. Ja, v bistvu ta tekma je bolj za sprostitev, taktika na polno. V bistvu, ampak še zmeraj moraš paziti, da narediš zatika, ker 1 sekundo kazensko jo težko na mirni vodi pridobiš nazaj, tako da vseeno je treba biti malo pazljiv. Kako se boste lotila te tekme? Boste spremljala kaj nasprotnika, a samo pičita proti cilju? Ja, proga je to kratka, da bo mogla, da se ne bo časa gledati, no? Tako da bo samo gas do konca. Ja, in kako se sploh taktično recimo lahko pripraviš potem? Ja, v bistvu je malo drugače kot naše tekme do zdaj, tako da v bistvu biti samo natančen, obenem pa izredno hiter, tako da je dosti atraktivno, no, ker so majhne napake štejejo že veliko. Po tvojem mnenju, kolikšna je sploh možnost na tej mirni vodi, da pride do dotika pa dodatne kazenske sekunde? Se mi zdi ravno zato, ker je to, ker so majhne razdalje, v bistvu, ker je proga kratka, probamo vsi najhitro peljati, še večja možnost dotikov. Dobila sta jo Primorca in si pred drugo nabrala nekaj časovne zaloge. Ne samo čas, pač pa tudi napake so krojile razplet. Zgodilo se je tisto, česar se je bala naša ekipa Kajak Kanu magazina. Na oba čovna smo pritrdili dodatni kameri, tista na čovnu Slapšaka in Jarca pa je bila kriva za časovni pribitek ljubljanski posadki, ki zaostanka ni uspela nadoknaditi. Si jezen kaj na naju, ravno tega sem se bal, da bi se zgodilo, da bi s to kamero zadela v količek, žal mi je, no. Ja, to je šport, ne. Mislim, kriv sem sam, ne, kaj če krivdo na druge prilagati, ampak na treningu je šlo super, sem mislil, koliko bo overal, pa sploh ni, ampak zdaj se pa malo ponesrečal. Tako prije. Nič nisem kritizirala, snašala na polno, ko prvo vožnjo, tako da zdaj bo pa treba malo bolj potegniti in bomo videli pol na koncu, kako se bi šlo. Koliko moči sploh porabiš v eni ali pa v 2 takih vožnjah? Ja, prva je kar dolga, 30 sekund ni malo, tako da na koncu te kar pobere. Taljat in Božič sta poskrbela tudi za slovensko udeležbo v finalu, kjer pa sta morala priznati premoč Francozoma Picotu in Bissoju. V ženski konkurenci nismo imeli finalistke. Svetovna prvakinja iz Avstrije, Corina Kunle, pa je na koncu opravila še z Avstralko Kate Lawrence. It's always fun racing. I really enjoy racing in the city because it's a lot of people and I just like the race head to head. It's a new challenge, it's something different. How did you feel before the final race? Did you feel tired? Not really, just a little bit, but it's always fun and I really like racing against the Lawrence sisters. I raced against Rosalind 2 years ago and now it's the older sister. It was fun. Tole je že finale kanuistov. Benjamin Savšek in Francoz Martin Thomas sta penjala Ljubljanico. Beni se je dobro boril, a je bil tekmec tokrat boljši.
Ja, super je bilo, no, vzdušje tudi tlele na Ljubljanci, enkratno, res občinstvo je čez zraven proge, tako da se res sliši vse noter, ker smo v bistvu tako v enem kotlu. V finalu se ni čisto izšlo, pač jaz sem dal maksimalno vse od sebe, sam se kar pozna, furo za furo je treba voziti, pa se na koncu kar pozna v mišicah, tisti laktat ti nabija, kako se reče. Tako da na koncu zaradi kazenskih sekund sem spet ob zmago, drugače pa zadovoljen s finalom. Sedaj pa smo se vrnili k nespornemu vladarju Ljubljanice, Petru Kausarju. S pol moči do finala, kjer je dominanco Hrastničana na koncu spoznal tudi Čeh Vavrinec Hradilek. Bravo, Peter, čestitke za zmago, popravi me. Še vedno ostajaš neporažen na Ljubljanici, drži? Ja, zadnje 4 leta se mi zdi, da še vedno neporažen, tako še kar čakam pravega izzivalca. Danes jih je bilo nepar, ampak sem jaz še vse in se najbolj znali, tako da bom mogel še en let počakati. Kakšna je sploh vidljivost sedaj bila na koncu v tej finalni vožnji, ko je že pošteno mrak, reflektorji sicer so, pa vseeno? Zelo slabo, zaradi tega, ker se blešči vse od vode in pol še vratica so na koncu bela in v bistvu dejansko ne vidiš ne višino vrat, ne koliko so blizu. Tako je te malo zmatra, ampak ne vem, je pa lušno tudi, tako da malo podirkati, malo eksibicije, malo spustitve pred samo tekmo, ko nas čaka za vikend. Konkurenca, več sreče prihodnjič. Prireditev je uspela, Ljubljanica je bila znova tudi očiščena, pokali za najboljše pa sestavljeni iz bogastva njene struge.